Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Vse več ljudi se pritožuje, da jih boli hrbtenica. Marsikoga boli zato, ker čisto preprosto nič ne naredi, da bi ga ne bolela. Marsikoga boli zato, ker je vendarle hrbtenica ali poškodovana ali so degenerativne spremembe. Marsikdo pa recimo ima tudi kakšne druge težave, ki se jih da zelo dobro odpraviti. In o zdravi in vitalni hrbtenici se bom pogovarjala z gostom, ki je z nami v studiu. To je Blaž Bertoncelj, pozdravljeni. Pozdravljeni. Učitelj joge in somatike, somatski gibalni pedagog, specializiran za zdravo hrbtenico. Je tudi ustanovitelj in vodja 2 centrov v Ljubljani, Devi Yoga centra in Parinama centra. Poglejte, Blaž, vi ste že dokaj zgodaj začeli z jogo, takole, kar vse gre že krepko čez 10 let, kar se pravzaprav že bolj ali manj poklicno ukvarjate s tem, drži? Tako, ja. Od leta 2002 profesionalno poklicno. Ampak vendarle, da človek zna jogo, da se zlasti zna posvečati tudi recimo posameznim sklopom v telesu, naj si bo to hrbtenica ali pa medenično dno, o katerem bova tudi kasneje govorila, je zato potrebno kar nekaj izobrazbe. Kje ste si nabirali znanje? V tistih časih, ko so me te stvari začele zanimati, ni bilo veliko programov, ki so obstajali v Sloveniji, takrat če bivši Jugoslaviji. Tako da od leta 2000 sem ogromno časa preživel v ZDA, v Aziji, v Indiji, na Tajskem in pa v Evropi v različnih programih. Tako da sem se izobraževal najprej specializirano iz različnih pogledov joge, zato sem končal 4 različne šole joge, kjer vsaka šola joge je poudarjala in izobraževala en specifičen del, bodisi jaz sem delal s telesom ali bolj meditacijo ali bolj delo z dihom, zato sem pač toliko sveta prepotoval. Vendar kasneje, to je bilo pa cirka 5-6 let nazaj, sem se spoznal pa še somatiko in to pa je čisto ena taka posebna novost v Sloveniji in sem tudi 2 različna mednarodna programa somatike končal. No, in če sva že pri somatiki, kaj pa je to somatika? Ja, nenavadna beseda, ne? Ja. Poglejte, somatika izhaja iz starogrške besede soma, kar danes se prevaja sploh v medicini bolj samo kot telo. Pa v starih časih, v grških časih, to ni pomenilo samo telo, ampak telo občuteno od znotraj navzven. In zato somatika in splošen ta generičen izraz za različne discipline, metode, ki nas učijo zavestne uporabe telesa in zavestnega čutanja telesa v gibanju ali mirovanju. In to je to, na kratko povedano. Zakaj pa je pomembno zavestno občutiti telo? Naj si bo v gibanju ali v mirovanju, tako kot ste rekli? Poglejte, zato ker zavestno čutanje samega sebe nasploh je zelo pomembno. In telo, zavestno čutanje telesa, en del, kako lahko notranje dele, bolj avtentične dele, psihološke, ali če hočete, tudi duhovne dele samega sebe čutimo. In pragmatično, praktično je to pomembno zato, ker na ta način prvič bomo bolj uživali v telesu. Ne? Če partnera ne čutite v intimnem odnosu, niste srečni, ne uživate toliko globino, kot bi lahko. In isto velja za svoje fizično telo. Ampak po drugi strani je pa še ena druga komponenta, da če izgubim zavedanje, kaj se z mojo hrbtenico dogaja, ali pa z mojim sedenjem, z mojim gibanjem, je veliko večja verjetnost poškodbe. Tako da je cel kup zelo pozitivnih učinkov, da zavedanje telesa ti pomaga v vsakodnevnem življenju in kvaliteti vsakodnevnega življenja. Poglejte, pri sami jogi se učimo tako gibanja, kot se učimo tudi sproščanja. Recimo včasih se vsaj meni zgodi, da me dobesedno pri tistih zadnjih minutah sproščanja zmanjka, da pravzaprav prijetno utrujena zaspim. In kaj je pravzaprav bistvo tega? Namreč po eni strani čutiti, po drugi pa recimo spet se znati sprostiti. Ja, ampak pogosto ta čutanje samega sebe ali pa različnih mišičnih skupin je začetek tega, da se lahko sprostimo. Tako da spet sva pri samozavedanju ali čutanju samega sebe je začetek globinske resnične sprostitve, zato je to pomembno. Edino res je, da v kontekstu joge ni najbolj fajn, da zaspite, ampak jaz to že učim jogo, to vidimo non-stop, zato ker so ljudje preveč utrujeni, ne? Vsi živimo malo preveč hektično, prehiter in ko pride do sprostitve, ljudje bolj spontano zaspijo. Ampak to ni sicer to, kar joga uči, ker pravi, da je treba ostati v budnem stanju, vendar sproščenem stanju in je okej, če se kdaj zgodi, ampak ni dobro. Skratka, joga in spanje nista ena in ista stvar. No, zanimivo tudi zaradi tega, ker marsikdo, recimo, tako kot pravite, se to dogaja. Poglejte, ampak midva sva rekla, da bova današnjo oddajo namenila bolj hrbtenici. Kako dejansko lahko dosežemo zdravje hrbtenice?
Na različne načine, ampak najbolj enostavno rečeno v kratkem času je to, da naša hrbtenica, ne hrbtenica sama kot kost in vretenca, ampak tkivo, ki obdaja hrbtenico, se pravi mišično vezivno tkivo, je pomembno, da je odzivno. In kaj to pomeni? Da je nek optimalen mišični tonus, se pravi razumljivo, to pomeni, da so mišice v primernih položajih in trenutkih lahko sproščene ali pa tudi aktivne, takrat, ko se gibamo, ko neke gibe delamo. Torej, zdrava hrbtenica je tista, kjer je mišično tkivo ob hrbtenici, spredi, vsi tako imenovani fleksori, trebušne mišice zlasti, zadnji hrbtne mišice in ob strani stranske trebušne mišice so dovolj močne in tudi znajo se sprostiti. No in zdaj predlagam, da si ogledamo posnetek, ki ga boste komentirali iz studija, kako dejansko se da recimo telovaditi, vaditi za dobro in bolj zdravo hrbtenico. Ja. Se res je, da mi ne učimo samo klasične telovadbe, ampak je skoraj bi rekel umotelovadba, pomeni, da mora biti prisoten ob tem, ko gibanje izvajamo. In to posebnost vseh programov, ki jih jaz učim, ki jih moji kolegice in kolegi učijo. Tako da to, kar zdaj na ekranu vidite, tukaj je tim naših učiteljev, učencev, preprosto samo najprej zgleda enostavno, ne ležijo na trebuhu in kaj zdaj delajo, počasi dvigujejo levi komolec in zelo počasi ga spuščajo dol. Zdaj navidezno zgledajo, kaj to niti telovadba ni, ne? Ampak v resnici se mnogo stvari, pozitivnih stvari dogaja, ko nek tak gib zavestno naredimo. V tem primeru, kar zdaj delajo, kar vidite na ekranu, počasi dvigujejo ne samo komolec, ampak tudi celotno hrbtenico, kar pomeni, da so vsi ekstenzori obhrbtenične mišice, te imenovane posturalne mišice, ki omogočajo držo hrbtenice zravnano, se aktivirajo. To, kar imenujemo zaklon, to neko ekstenzijo in zelo počasi zavestno sproščajo. Torej, bistveno, kar je posebnost mojega učenja, in to velja in za jogo in za te somatske vaje, in to somatiko jaz imenujem zdaj parinama somatska metoda, ker združujem več različnih pristopov noter. Gre za to, da zavestno aktivirajo posamezno mišično skupino in zelo počasi zavestno sproščajo. In razumeti moramo, da ni samo nekaj, kar se dogaja v mišicah in hrbtenici, ampak prihaja do reorganizacije možgan v odnosu na posamezne mišične skupine. In to je ena taka posebnost. Se pravi, vaje se izvaja relativno počasi z zavedanjem, relativno počasi z zavedanjem pomeni tudi, da ne delamo velikega števila ponovitev, ker je v prvi fazi fokus pri teh vajah, da aktiviramo mišico in zelo počasi sprostimo. Fokus je, da se tkivo, mišično tkivo v hrbtenici sprosti. Zdaj skupina zamenja na položaju stran, zato da pridemo v stik z stranskimi trebušnimi mišicami, tako imenovani oblik mišicami. In ker zdaj vidimo, komolci dviguje gor proti medenici z glavo, se te stranske mišice v hrbtenici aktivirajo, kontraktirajo in zelo počasi se spuščamo dol, da možgani zaznavajo, kaj pomeni sproščeno mišično tkivo in podaljšano. In tukaj dodatno v tem gibu dodamo še premik pete, da pride še do spodnjih aktivnosti mišic spodnjega dela hrbtenice. Izvajamo gibanje mnogokrat v teh somatskih vajah v kontekstu zdrave hrbtenice na tleh. V jogi smo tudi veliko stoje, samo pri teh vajah za hrbtenico, zaradi varnosti za same hrbtenice smo raje na samih tleh, ker gravitacija drugače vpliva na nas in je hrbtenica manj obremenjena, imamo mi možnost bolj zavestno, postopoma posamezne mišice občutiti in jih aktivirati in sprostiti. Tukaj je zdaj tipična vaja za kontrolo in bolj krepitev globokih trebušnih mišic. Zelo varno za hrbtenico, ker hrbtenica ostaja v nevtralnem položaju, idealno na tleh, tako da imamo male dvojne krivine, male vratne krivine in ob izdihu potem spuščamo posamezno nogo dol. Tako da na ta način se aktivira in pridobi kontrola globokih trebušnih mišic. Ker je ta sekvenca, kar je zdaj prikazano na ekranu, namenjena krepitvi mišic, je z razliko od prejšnjih vaj se jih dela večjo število ponovitev. Torej, poanta je in razumevanje tega, da naše telo zavestno rabi samo majhno število ponovitev, da se mišično tkivo sprosti. Kadar pa delamo na krepitvi, je pa potrebno večje število ponovitev. To je posebnost. Torej, kot vidimo, ni klasična telovadba, oziroma če bi mogoče gledalci delali zdaj z mano, bi videli, da je veliko stvari pomembnih. Notranje čutanje, dihanje, zavedanje položaja hrbtenice. Torej, ne gre samo za to, da se nekaj naredi, pomembno je, kako se to naredi.
kaj se čuti v tem. Vedno znova gre za to, da občutiš svoje telo. Vedno znova. Poglejte, tako. rekla bi, da mnogokrat dejansko ne občutimo niti svojih mišic, kje pa šele, da bi zaznali morda, ne vem, hrbtne mišice, mišice tule ob strani ali kaj podobnega. Pa vendar, tudi vadba joge je najbrž bolj dolgotrajna stvar. To, da bi človek dosegal uspehe, ali so krajši, ali so daljši. Kako je pravzaprav to? Zlasti, recimo, če sva spet pri teh vajah pri hrbtenici. Kako dolge Te vaje za hrbtenico niso klasične vaje iz joge, kot ste videli. Sekvenca, ki se zdaj prikazuje, je tako imenovana vinjasa krama, ker se gre v most in potem kolena skrči. To izhaja iz joge. Torej, določene terapevtske položaje iz joge uporabljam. Vendar je potrebno razumeti, da je joga sama po sebi v mnogih položajih ni primerna za krepitev, sprostitev hrbtenice. V smislu, da so določeni jogijski položaji namenjeni res za zdrave hrbtenice, pa še to bi včasih bil jaz malo pozoren, ne glede, da sem učitelj joge, da so določeni položaji, ki niso lih primerni za sodobnega človeka. Zakaj? Preprosto zato, ker smo bistveno več obremenjeni s stresom in manj se gibljamo kot takrat v tistih časih, tisočletja nazaj, ko so jogijski položaji nastali. In to je treba upoštevati. In to vsak dober kinezoterapeut ali fizioterapeut ve in jaz absolutno zagovarjam tudi ta pristop. Torej, joga je fantastičen sistem, vendar če že imamo kakšne težave, moramo se učiti za usposobljenim učiteljem, žal takih je malo danes, da vejo, kaj lahko delamo, kaj ne. To je treba zelo paziti. No, in ravno to bi omenila v vaši knjigi, da je zanimiva, predvsem zaradi tega, ker na nek način sicer prikazuje pravilne položaje, take, ki naj bi bili idealni, po drugi strani pa vedno omogoča tudi neko lažjo varianto za nekoga, ki tega ali ne zmore, pač iz kakršnega koli drugega razloga. Tule imava tudi vaše zgoščenke. Mislim, da če se želi izobraziti na tem področju, se prav z vašo pomočjo najbrž lahko zelo. No, zdaj bi pa mogoče predlagala še, da mi poveste samo par besedic o tem, potem si bomo pa ogledali tudi posnetek, da imate neke krajše 10-tedenske programe in to večkrat letno. Ja, govorijo o tem programu Zdrava in vitalna hrbtenica. To organiziram 2 do 3 krat letno v naših centrih, pri nama in Devi Yoga centru v Ljubljani. Program, ki je bolj izobraževalne narave. Torej, ne gre za to, da ljudje pridejo in telovadijo z mano. Vendar jaz govorim o izobraževalnem programu zato, ker jih učim ne samo optimalnih vaj, te, kar smo tudi že videli na ekranu, ampak učim jih, katere stvari so pomembne za zdrave hrbtenice. Namreč niso samo vaje tiste, ki vplivajo na nas in na hrbtenico, ampak to, kako svoje telo, svojo hrbtenico uporabljamo čez dan. Torej, če jaz neprestano za računalnikom so meni veliki fleksiji in še zraven stresno, psihološko stresno napet, nič dobrega ne naredim svoji hrbtenici. Torej, je pomembno, da vaje delam za sprostitev in krepitev tkiva, ampak ob tem tudi je pomembno, kako svoje telo uporabljam čez dan. In zato je 10 tednov in tak relativno sicer malo časa, ampak dovolj časa, da ljudi naučim te osnovne principe, kako uporabljati svojo hrbtenico varno. No, in zdaj si oglejmo še posnetek, kako pa izgleda individualno delo z ljudmi. Namreč tudi s tem se ukvarjate. Tako, tudi, ja, tudi tako imenovana ta somatska metoda na mizi. To znanje izhaja iz učenja Moshe Feldenkraisa in Moshe Feldenkrais je imel nekaj znanih učencev. Eden od njih je dr. Thomas Hanna, v kateri šoli v Kaliforniji sem se 3 leta učil. Zato v Sloveniji sem se vozil tja v obdobju 3 let večkrat. Ja. Gre za specifično delo, kako z pomočjo palpacije mojega dotika vodim klienta, ki ima kronične mišične napetosti v posameznih delih telesa in jih usmerjam v različne nenasilne gibe, v smislu, da jih učim, kako aktivirati določeno mišično skupino, ki je ponavadi, ko je zaznam ali pa klient sam pove, ima bolečino. Bolečina v enem delu, ali je to vratni del hrbtenice, to ledveno-križni del, po vsej verjetnosti je tkivo, mišično tkivo v tem delu kronično napeto. In s temi metodami, ki še enkrat izpostavljam, niso stretching, ampak so posebne somatske metode, ki se bistveno razlikujejo od stretchinga, bolj varno kot stretching. Jih učim aktivnosti te mišične skupine postopne sprostitve. In to, kar se vidi zdaj in zdaj si bomo ogledali še ta posnetek, ki je pa že podkrepljen z zvokom. Z zvokom, super. Ok, ponovno. Boste
zdaj čist pasivna za trenutek, samo dihate lahkotno in usmerite v vratni del hrbtenice. In samo opazujte, kakšna je svoboda gibanja, ki vas jaz vodim v eno smer in drugo smer. In zdaj, ko se ustavijo v osnovni legi, v osnovnem položaju, boste počasi aktivirali zadnje vratne mišice in boste počasi konico nosu premikali k meni nazaj in zelo počasi sprostila te zadnje vratne mišice. Jaz bom dal malo upora in to ponoviva, grejo počasi nazaj k meni, čutva te ekstenzore vratu in zelo počasi sprostiva. Kar bo zdaj naredila, bo šla v eksterno rotacijo kolka. Opazuje, koliko imava svobode gibanja v to stran, lahko to roko malenkost umakneva. In zdaj bo aktivirala te aduktorne mišično skupino, te mišice od znotraj in počasi koleno dvigovala navzgor. Koleno gor, osnovni položaj, proti mojemu blagemu uporu, proti dlani, greva gor, 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 kar še. Zdaj počasi sproščava notranji del nog, počasi sprostiva. Deva še enkrat ponoviti, svobodiva aktivnost, svobodiva pasivna in počasi sprostiva ta kolk. Okay. Treba ponoviti še na drugo stran na malo drugačen način, tako da bova dala zdaj stopalo sem navzven, zdaj bo prišlo do interne rotacije kolka, pomeni, da bo šlo koleno noter. Zdaj, z razliko od prej, bo aktivirala te zunanje stegenske mišice in koleno dvigujejo proti moji dlani, navzven, čutim aktivnost teh mišic in počasi sprostiva. Tako da opazuje, kako možgani reorganizirajo gibanje telesa. Še enkrat ponoviva, greva k meni gor, 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 kar fluidno in spet počasi sprostiva. No, kakor je videti, ima zdaj večji obseg, brez težave. Zdaj dvigamo to koleno iz strani malce k meni, iz strani malo dvignemo k meni gor, tako. Ima to roko sem in peva s komolcem in glavo malo niže proti meni, tako da bi bilo tako C krivino tudi glavo. Super. Ok, je to udobno? Je v redu za vrat? Ok. Se bo sredotočila na različno strukturo mišic ob vaši levi strani hrbtenice, vsi te ekstenzori. Ok? Oči zapreva. In dihava lahkotno. Zdaj sva pasivna v tem delu moje manipulacije tkiva. Čutiva, kakšen je odziv mišic ob posameznemu vrtencu hrbtenice. Kakšni deli bodo lahko mogoče malo bolj boleči. Če kaj zelo zaboli, mi dajte en signal. Vaša naloga je le, da čutite dogajanje ob hrbtenici in občutek premika diha ob hrbtenici. To je malo zabolel. To je v redu? Ok. Ves čas dihava lahkotno, čutiva dogajanje ob hrbtenici. Ok. Bo zdaj še nekaj naredila za zgornji del strukture mišic v odnosu z rameni, tako da bo šla na desni bok. Zdaj se bo osredotočila na mišice v tem stranskem delu hrbtenice. Najna naloga bo, da se reorganizirava v telesu, da ta podpazdušni del skupaj z lopatico premakneva k zgornjemu boku. Prav? Ta roka kar relax, sredotočiva se torej na ta stranski del in zelo počasi začenjava to tkivo in lopatico premikati dol. Torej navzdol, tako. In zelo počasi sprostiva. To bo ponovila isto, vendar deva aktivirati spodnje hrbtne mišice, tako da ledvino krivino povečava. Torej ta del gori dol, ledvina krivina navznoter. Super. In počasi sprostiva. Tako. Da bo latissimus dorsi, široko hrbtno mišico aktivirala, ker gre ta lopatica
v diagonalnem boku. Se pravi, ima drugačna organizacija telesa. Ta lopatica gre k diagonalnemu boku, počasi greva dol, 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 super. In zdaj počasi sprostila. Ok, zdaj še zadnjič, kontraktirava, greva nazaj, 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 zadrživa napetost, ok. Jaz bom rekel 1, 2, 3, na število 3 bo na hitro to napetost sprostila, ob temu pa zgornjo nogo tudi stegnila dol v linijo s hrbtenico, prav? Torej ohranjava napetost, razlika od prej, da bo na hitro sprostila in zgornjo nogo iztegnila k sami mizi. 1, 2, 3. Ok. Počasi skrčiva roko, koleno, relax. Ok. Je v redu občutek v ramenu? Zgornji del? Ok. Dobro. In greva s čim manjšim naporom na hrbet. Tako. Spustiva roki dol ob telo. No, zdaj smo si ogledali, pravzaprav, kako ta vaše individualno delo s klientom poteka. Ali se na ta način doseže, recimo, boljše rezultate? Bistveno boljše, tako kot joga, če se individualno uči, ker se prilagodi lahko posamezniku trenutnim potrebam ali željam posameznika, je rezultat normalno toliko hitrejši. In isto velja za individualno delo. Lejte, tudi psihoterapija včasih se skupinsko uporablja, sam da je dober rezultat, ker je vsak človek individuum, ima svoj sistem, svoje težave, lahko je individualno delo toliko boljše. In isto velja za ta tako imenovan bodywork ali to somatsko metodo, ki se uporablja na mizi, kjer je klient oblečen in se res osredotočim na tiste dele, ki so težavne. Ker vsi imamo ponovadi problem, ali večja napetost bolečine se pojavlja v vratnem delu, za druge mogoče med lopaticam, v prsnem delu, ali za druge dol v odnosu na medenico in ledveni del hrbtenice. Bi lahko rekli, da je to neke vrste masaža ali spet ni masaža? Ne, ni masaža. Ljudje ponovadi zelo zamenjujejo, torej klient je vedno oblečen in gre za to, da je v tujini se to reče bolj re-education, pomeni izobraževanje človeka, kako lahko nek specifičen gib naredi z manjšo napetostjo, bolj ustvarjalno in da čuti, kateri del v mišični skupini je napet in jaz ga učim ali vodim, da to napetost s pomočjo mojega vodenja lahko zmanjša. Vendar klient to sam naredi. Ker masaža je pasivni akt. Vi ste sproščena tam in terapevt dela na vašem tkivu. Vaši možgani ne sodelujejo. Posebnost te metode, ki jaz izvajam, vaši možgani sodelujejo. Zato v tem kontekstu to ni masaža. Mogoče samo še par besedic o tem, kako se ljudje prijavijo, pokličajo ali gredo na vašo spletno stran? Pokličajo našo številko Parinama centra, tako na spletni strani imamo posodobljeno spletno stran, lahko dobijo več informacij in se lahko javijo preko elektronske pošte. No, bom še prebrala te podatke, morda za tiste, ki težje vidijo oziroma slabše vidijo. Informacije so lahko na telefonu 030 66 5544, spletna stran pa je www.parinama.si. Mogoče še kakšno stvar, ki se vam zdi zdaj v tem hipu pomembna, da jo v eni minutki, dobri minutki še izpostaviva, pa je morda nisva med samo oddajo. Mislim, da je zelo pomembno dejansko predvsem to, kateri so tisti ljudje, ki se jim dejansko da pomagati in na hiter način. Poglejte, jaz mislim, da vsak človek si lahko pomaga ogromno sam, če pozna primerno orodja. To, kar mi v našem centru učimo, je to, da moramo sprejeti samo odgovornost za svoje zdravje in učimo različne tehnike in pristope, kako lahko samega sebe ukrepijo in sprostijo. Torej, osnovno sporočilo je to, da pozabljamo, da smo mi tisti, ki krojimo ne samo svoje življenje, ampak tudi svoje zdravje. In obstajajo naravni načini preko zavestnega gibanja, kjer si lahko izrazito vsakdo sam zelo učinkovito pomaga. Kaj pa recimo pri boleznih, če so zelo hude bolezni hrbtenice, takrat je tako ali tako gibanje omejeno? Je omejeno, sem še vedno zelo primerno. Primerno pri nevroloških obolenjih, primerno pri vseh teh tako imenovanih stresnih obolenjih oziroma psihosomatskih obolenjih, ker negativen stres prepreči to, da možgani normalno komunicirajo s telesom. In ta metoda zavestnega gibanja, pa sploh individualno delo, pomaga, da se ta povezava telesa in uma vzpostavi bolj jasno, bolj direktno. Mogoče še en podatek. Kaj pa otroci?
pa nosečnice. Lahko, zelo prilagojeno, ampak lahko, definitivno. Tudi otroci, samo pri otroku bi uporabil več pasivnega gibanja. Ja. In nosečnice? Tudi lahko prilagojeno. Se pravi, jih damo več na bok in lahko izvajajo tudi to. Praktično joga za nosečnice pa obstoja tako ali tako, pa bova kdaj drugič kakšno besedo več o tem. Hvala lepa in spoštovane gospe, dragi gospodje, seveda kot vedno vse bolj ugotavljamo, da je odločitev in odgovornost za svoje zdravje v naših rokah. Joga je tista krasna stvar, ki lahko pomaga, če pa imamo še vaje za hrbtenico, pa se najbrž marsikdo tudi ne bi imel pravice pritoževati, da ga samo boli, če za to ni pripravljen nič storiti. Devi center, Devi Yoga center in Parinama center, tam lahko najdete marsikaj za svoje zdravje. Hvala, nasvidenje.